Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Še na ceste, Marko, ja. Ja, kdo pa? Ja, ne vem. Ne vem, kak sta vidva, ne vem, kak ste vi, drage poslušalke in poslušalci, ampak meni je vedno tako fajn prebrati zgodbe o takih vsakdanjih stvarih, ne, ko preberem, kak je to nastalo, ne, kak si je to nekdo zmislil. Okay. In za naslednji predmet oziroma stvar se moramo vrniti v leto 1849, ko je bil Walter Hunt dolžen enemu. Okay. Ne veste, kdo je? Okay. Ne. Walter Hunt je bil dolžen $15 in je imel žico iz medenine doma, Okay. pa jo je pač nekaj zamoto, sem pa tja pa rekel, bo to dal njemu nazaj, ker te že bila očitno nekaj vredna. Ja, dobro. In nastala je ziherca. Res? Ja. Ne, takrat je to dal, da je se rešil dolga, Ja. potem pa je patent prodal za $400. Tisti, ki pa je kupil pač patent, potem od njega pa je zaslužil milijone. Ja, Franz Ziher je bil. Upam, da ima dal malo stran. A on je tako oblikoval? Ja, zamoto Tako. je, zdaj pa ne vem, če je bilo to namenoma ali pač je, Verjetno je pa je bilo, zamoto, pa je videl. Da je neka tako malo. oblika, ja. Ja, ni samo zamoto, ne, tako Ja. v to. Zanimivo, v bistvu je to kar praktična stvar, tako da bravo. Ja, še dan danes, ne? 200 Res let je. kasneje. Tako. In tudi punkerji bi kar trpeli, če ne bi bilo ziherca. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11 dobrih čez 13 je ura in v tem studiu tudi danes. Profesor Križanič, lepo zdrav. O, profesor. Dober dan na Titanik in ostalem. Tako. Ja. Ena iskrena pohvala za zelo inovativen pristop k trem različnim koncem filma. Fajn sem se nasmejal. Vsaka čast. No. Hvala lepa. Če bi se tudi vi radi nasmejali kot profesor Križanič, skočite na naša družbena mreža. Kjer lahko vidite 3 alternativne konce filma Titanik. Ja, jaz zdaj ne vem sicer, kjer im je zdaj najbolj... Ne vem, kdo pa vodi? Se že vidi kaj? Na zadnje je vodil oni, ko so se za las izognili. Aha, ok. Dene gori. Dobro. Ampak je še cel dan danes lahko. Tako, gostuje, ne? ja. Tako. Nagrada je pa... kaj? Križarjenje. Za Titanikom. Ja, ne za novo, eno bolj. Aha. Oziroma, to je bolj ono... prijateljske objem pa topel stisk roke, ne? Tako, ja. Pa dobro, boljše kot nič. Ok, leto 89 se je pisalo in ena glasbenica se je dokončno uveljavljala kot superzvezda in to je nihče drug kot Madonna, ko je izdala Like a Prayer iz istoimenega albuma. To je bila njena 7. številka 1 v Ameriki, skupaj jih je imela kar 12. Kritiki so pač mnenja, da je bila prav ta pesem prelomnica k njeni karieri. Izid singla in spota je, če se spomni kdo, povzročil pravi škandal. Namreč Pepsi je Madoni plačal $5 milijonov, da bi lahko oziroma da je uporabil pesem njihovemu glasu. In dan po izidu reklame je Madonna objavila uradni videospot, ki pa je bil seveda čisto nekaj drugega. Če se spomnite tistih gorečih križev, pa ko se je poljubljala s črnim svetnikom in ne, seveda Viking krik je nastal, javnost je pritiskala sploh cerkev in zato je Pepsi umaknil glas, ampak Madonna je lahko obdržala vseh $5 milijonov Ja. in dobila kar lepo reklamo za single in album, ne. Lepo. Lepo. Dobra fora. Ja, kar ne. Se nekaj zmeniš, pa čuješ, ne. Glej, ampak ima denar, ne? Ne. Madonna najdemo tudi v knjigi rekordov, ker je s preko 300 milijoni prodanih plošč najuspešnejša glasbenica vseh časov. Res. Torej, številka 1. Pa to še velja? To še velja? Bomo videli, kdaj bo Taylor prišla zadaj. Ja. Ne? To je edina, ki lahko še... Ajde, Beyoncé mogoče, no. Ampak dobro, gledaj. Bomo videli. Bomo videli, ne. Torej, leto 89, Madonna in Like a Prayer. Danes je že 15. april. Res je? Slišite?
Zadje. Takoj vemo, ne, o čem gre. O legendarni čezoceanki, ki je žal na svoji prvi in edini vožnji plovbi potonila. Točno pred 114 leti na današnji dan. Tako, ob 2:20 zjutraj, menda, ne? To nekaj, ja. Ja. Spomnimo se vsi te tragedije, ampak mi smo malo, kako bi rekel, strnili glave in razmišljali, kaj pa če se ne bi točno to zgodilo, kaj se je. Ja, kaj če bi se nekaj drugega, ne? Recimo. Tako. In tako smo se domislili 3 alternativnih koncev, po naše, lahko jih tudi slišite na naših družbenih omrežjih, tam lahko tudi glasujete, kateri vam je najljubši, ne? 1, 2 ali 3, lahko tudi pošljete SMS na 051 220 220. Tako. Zdaj pa dajmo prisluhniti tem 3. No, dajmo. Alternativni konec Titanika številka 1. 9. april 1912. Bila je tiha, temna noč, vendar ne za oceanovih 23. Čuješ, daj mi makito. Kad vozlam to te špage ali vrežem, kuj? Vreži, kuj če njemu cajtano. Daj, kdore si vzel? Daj 13 mi, daj. Mam ja na. Te pa grem jaz za kurblat, kuj gor. Pazi senzor. A kaki senzor, če je 1912? Ja, kaj se te mora? Kak pa smo jim vladijo s***le? No, to je prvi. Kaj pa drugi? 15. april 1912. Zgodaj po noči, ko speči potniki sladko sanjajo, Titanik s polno paro reže valove temnega in hladnega nočnega morja. Ledena gora! Kak me zebe? Pa tak te vam rad. Jaz te mam tudi. Pa mene tudi pune zebe. Jack! Kaj? Jaz mam poten. Jaz tudi. Kako se pa te vlačeš po teh gnilih vratah? In še 3. Ja, alternativni konec Titanika številka 3, za katerega lahko glasujete. 15. april 1912. Mogočen 4-dimniški parnik, pri katerem sta bila 2 samo za okras, s polno paro reže valove temnega in hladnega nočnega morja. Kapitan! Kapitan! Ledena gora je spredi! Daj daljno gleda vin! Tero pa res, motaj vlevo! Hvala ti, veš. Ja nikaj, Matero, zato smo tu! Veš kaka, ja bi zdaj lahko bila črlo ludje, gor mi pa 2 čavna. To materno. Kero budalo je to študiralo, pa kaj si malo pa naj gre se skup. Dobre, pomiri se zdaj. Da mimo smo že, Okay. No, to vse bi se lahko zgodilo, morda se je zgodilo v kakšnih paralelnih dimenzijah, ne? Ja, nikoli ne veš, ampak to so 3 alternativni konci Titanika, ki smo jih pač mi ustvarili in o njih razmišljali. Za njih lahko glasujete na naših družbenih omrežjih oziroma na 051 220 220 preko SMS-ov. To je to? Ja, Tako? pa varno plovbo. Kako se reče, ne vem. Ja. Srečno. Ne vem še. Danes, ko je sreda 15. april, smo malo brskali po naši audio špajzi. Ja, ker audio špajza je ravno zato tako fajn, ker lahko brskaš not po vsem, kar smo naredili, in prebrskali smo nazaj do leta 2023. Ja. Ugotovili smo, da je v bistvu bil prvi teden oddajanja tega radia in je že bila pip, ne? Zdarja. V Stražunu. Tako, Anja, ne vem, če se ti spomniš teh dogodkov v našem mestu, ampak da boš se lažje spomnila ali pa morda celo prvič slišala, tako verjetno tudi marsikdo zunaj. Dajmo se spomniti, v čem je pravzaprav takrat bil problem. Pogovarjali smo se z našo poslušalko Suzano. Tako ponavadi zjutraj okrog 6:45 grem z
mojim kužem na sprehod, ker smo zgodno vedno. In ponavadi sem vedno sama v gozdu na sprehodu, ta zgoda ni nobenega. Včeraj se pa nekaj čudnega zgodilo ob eni potki. Je stal moški, približno 1,80 m visok, to smo oddaleč videla. Mali, gremo lepo naprej, sem mislila, da kakšen je ljubecki, zjutraj bolj zgoden. No, in ko smo mi dva z malim prišla do njega, tam nekje, kako bi rekla, 15 korakov, menda, sem jaz opazila, da ta osebek razkazuje svojo domovino in si sem pa tjaka predstavlja, kako bi rekla. Rekla smo par krepkih, se je obrnil in šel po Stražuno do. Brez besed. Anja je v šoku. Ja. Ja, res je bilo to. To. Zgodba začela smisla si v ti frase. Jaz nisem 1,80 m. Ja, no, ampak glej, približno. No, ampak sem pa tja, ne, je predstavljal. Ja. In mi smo rekli nič, gremo na teren, preveriti, vse smo te, neki novinari pa to. Ja, in smo s Frasom šla iskat, slučajno, če bomo tega gospoda, ki si je domovino predstavljal vsem in tja, ki je videla, da bi ga vprašala, zakaj to počne, ne, ali pa, veš, pa smo ga šla iskat, ne. Tako. Zebe najo ful, ker je mrzlo in ko sem si hotel dati kapuco gor, sem se smel, da moče ne bi bilo fajn, če hodim s kapuco po Stražunu te dni. Fras je v bistvu izvrstno opremljen, kajti odločil se je danes za kavbojke, zaveda se stražunskih cekov, le kako lajajo. Jaz sem par let živel v bližini, tako da sem ogromno enih kilometrov tukaj pretekel kot atlet. Fantastično. Tako da jaz se oprezam, okoli gledam. Ja, in vidite, kaj je kdo? Ni žive duše. Ni? Ne. Ni žive duše, no? Sama sva. 2 osebi v daljavi, nekaj telovadita. Okej. Je pa res. Od tu daleč zgleda, kot da se štemata. 27krat smo vsak za sebe že brcnila v kakšno korenino, da že imamo plave nohte. Mogoče smo malo pozna, ampak jaz še vedno upe polagam na tezenski del. No, tako da tja se predstavite počasi, pa samo rekel, da nikoli ni prepozno, ne? Ker tisti, ki ga kaže, ga ima celi dan. Nisva videla nič, jaz sem med tem skoraj stopil na crkveno miš, milimeter stran. Ja, in se v tem zelo zgražal. Ja, hrbtenito me je spajtlalo. V tej uri in pol mi dva nisva videla nič. Danes bi pa na hitro samo sporočil, da tistemu, če poslušaš, ti, ki ga kažeš, ne kaži ga, to je prvo, ja. Ali pa ga kaži doma. Drugo pa nikoli ne veš, kdaj bomo mi dva spet Stražuno. Vidiš, Anja? Vidim. Tako je bilo 2023 v Mariboru. Ja, zdaj pa ne vem, če še ga vedno tam kaže, te bo treba spet na kontrola, počasi. Ja. To se vam želela predlagati, da lahko gresta. Ali pa svojo domovino predstavlja sem in tja doma, oziroma naprej in nazaj. Ali kje drugi? Sicer pa ogromno takšnih in drugačnih draguljev v naši audio špajzi na totiradio.si. Vabli. In v tem studiu pozdravljava Tineta Križaniča, Tineta, ki ni vedel, da bo mogel zdaj nekaj povedati. In ki je sveže pobrit in postrižen. Kak kaže z konci Titanika? Mislim, da vodi trenutno tisti, ko se ledeni gori za las izognejo. Nisem pa zdaj 100%, ker je to Frasova naloga. Ne, to ni moja naloga. Kaj bo, ko en prije v gostilno not, veta do tega? Pa je rekel, kaj je... Komu zdaj ti? Zdaj vama razlagam. A obema? Obema. A čakaj. Okay. Prije en v gostilno pa rekel, kaj je živalim prijazna gostilna? Rekel, zakaj? Ker sem napil ko svinja. Kaj si ti malo nor? Vedno boljši. Kaj se dogaja? Joj. Hvala ti. Hvala. Zato te ne napovedam. Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu.
Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Če ste bolj za avte, tako Tomaž. Ja, ful, jaz sem, mislim, ne za ful za avte. avte. Ti si ful za avto.net. Ja, pa rad gledam avte, ne? Pa rad bi imel jih, pa ne morem. No, pa nisi pa še verjetno slišal, da je Rolls-Royce včeraj razkril nov ultraluksuzni električni avto. A električni? Ja. Hvala. To je posebna, omejena edicija, na voljo jih je samo 100. Okay. Samo 100 avtomobilov. V tej ponudbi je na voljo to, recimo, da si del celotnega procesa nabave avtomobila, od oblikovanja do personalizacije vsake podrobnosti. Na voljo je tudi 44,000 odtenkov barv. To imajo oni, mislim, da pri vseh, ker pač toliko stane, da si not vse lahko ti. Ja, ampak ne vem, če je to vredno 3,5 milijona. 3,5 milijona funtov. 3 milijone in pol funtov za električnega Rolls-Roycea. In tudi če bi zdaj ti imel denar, Tomaž, vem, da ga nimaš, ja? Če bi ga imel, ga ne bi mogel kupiti, ker avto lahko kupiš samo tako, da te povabijo. Oziroma, če že enega imaš, ali pa kakšne take finte. Eden piše, da deluje po principu povabila in baje so vseh 100 vabil že poslali, tako da ne vem, zakaj sploh oznanjajo, da nekaj so dali, kaj me zanima. Driga, zdravo, jaz sem naredil 3 ful dobre sendviče, samo ga ne bom delil enega, ne s tabo, pa ne s tabo, zato ker mi vse sam pojedo. No, to bi me bolj zanimalo, ker bi te vprašal, kaj si dal not. No. Tam pa pač, ja, okej. Super. 3 milijone pa pol. Ja. Lepo, ne? Pa še 2 leti bojo mogli čakati. Še to? Te zavarovanje pa to? Fras in Medvard in Fras in Medvard show.